Živijo, lep pozdrav iz predverja ljubljanske Unionske dvorane, kjer se bo ob 18. začel koncert z naslovom pesmi, ki so premagale čas. Sicer pa je bil otvoritveni koncert slovenskih glasbenih dnevov že v Mariboru, posvečen 100-letnici rojstva skladatelja Janeza Matečiča. No in nocoj, kot že rečeno, imamo v glasbenem večeru v Unionski dvorani dve izjemni zgodbi posnetkov, ki so nastali zaradi iznajdljivosti in izvirnosti nekaterih ljudi takratnega časa. Torej, slišali smo, da gre za dva zvočna dokumenta slovenske glasbene zgodovine iz leta 41 in 38 in sicer posnetek koncerta Trboveljskega Slavčka, prvega čezatlantskega radijskega prenosa iz Ljubljane v Združene države Amerike in pa seveda delno ohranjen posnetek akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta, ki ga je na skrivaj posnel Rudi Omota. Sicer pa je z menoj tukaj moja kolegica radijska Brigita Rovšek, ki je tudi napisala scenarij za ta koncert, pesmi, ki so premagali čas, in ona je v uredništvu za resno glasbo programa Ars. Torej, prvi del večera bo Brigita oživel legendarni posnetek Trboveljskega Slavčka. Ta zgodba je manj znana kot tista od Omote. Tako je, ta zgodba je manj znana, gre pa res za unikum. Namreč ta posnetek iz leta 38 je tako po pobudi Ludvika Esa našel ameriški Slovenec Joe Valenčič, ki zase pravi, da je dober guglač, dober raziskovalec. Namreč kako je ta posnetek našel? Prek Googla in sicer tako, da je naredil tak mali razpis, kdo bi lahko imel posnetek iz leta 38 z datuma 10. marca in res se je našel človek, ki je zbiral stare oddaje in je tudi na ta način priskrbel Joeju Valenčiču posnetek iz leta 38 za, ne boste verjeli, $40. Torej, do zgodovinskega posnetka je prišel za $40 in leta 2004 oziroma 2005 ga je prinesel tudi v Slovenijo, med drugim na razne institucije in tudi na Radio Slovenija, na program Ars. No, in prav nocojšnji koncert naj bi nam razkril, tako, kaj se je takrat dogajalo. V bistvu skrivnosti malih pevcev iz Črnih dolin, Trbovelj, Hrastnika in Zagorja, ki so takrat peli. Tako, to so bile 3 črne doline in res je pravi čudež, da je Avgust Šuligoj, zborovodja, nabral odlične glasove v teh 3 dolinah in jih že leta 1929 pravzaprav osnoval v zboru Trboveljski Slavček, ki pa je dobil potem svoje ime pozneje, dal mu ga je pa skladatelj Emil Adamič. No, tudi ta druga zgodba o Omotovem traku, ko je snemal na filmski trak 35-milimetrski dogodek v Unionski dvorani in zvočnik skril v Lestenec. O tem mogoče malo kasneje z Klemenom Markovičem, ker bi zdaj še pozdravila našo dirigentko večera. Z nami je Rahela Durič, lepo pozdravljeni. Stopite bliže, prosim. Vi vodite zdaj zbor APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, kot ste me prej popravili, od leta 2021 in nocoj boste poustvarili koncert Akademskega pevskega zbora iz leta 1941, zabeležen, torej tega, ki ga je zabeležil gospod Rudi Omot na traku, sedanjimi in nekdanjimi pevci. Torej APZ Tone Tomšič in zborom Slovenske filharmonije. Torej, boste pričarali en tak zelo poseben večer. Tako je, s kolegom Sebastianom Vrhovnikom se bo potrudila iz pevcev izvleči kar najlepše tone in poustvariti to vzdušje, ki je bilo takrat tako posebnega pomena. Torej bo veliko pevcev nocoj z nami. Zelo veliko, mislim, da čez 50. In to vseh generacij? Oziroma vseh pevcev naj bi bilo čez 100. Vseh generacij. Ampak ta koncert ne bo samo nocoj, bo še kdaj, ne?
Ja, upajmo. Dobro, hvala lepa, vam se mudi, vem, na oder. No in z nami, kot že rečeno, je še Klemen Markovčič. Klemen, lepo pozdravljen. Zdravo, živijo. Vida se bolj pogosto srečujejo na naših stopnicah Radia Slovenije. No, ti si režiser nocojšnje svečane prireditve, ampak jutri bo v Križankah še posebni večer. Ja, res je, jutri bomo javnosti prvič predstavili na javnem poslušanju dokumentarec 300 metrov upora, ki je nastal ob tem pomembnem dogodku, torej predaji v dar Omotovega traku, ki nam ga je torej Radio Slovenija predala Emilija Soklič leta 2023 in želja je bila, da bi ob tem oblikovali tudi radijski dokumentarec. Torej, nekako bomo skozi glasbo doživeli, kaj se je dogajalo takrat, leta 1941 v veliki dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani, kajti zgodba je zelo posebna. Tako je. Namreč posnetek je nastal v okupirani Ljubljani, zasedli so jo Italijani 10. oziroma 12. decembra leta 1941 in zbor in njegov dirigent France Marold so se skupaj z Osvobodilno fronto zelo dobro pripravili na koncert. Obvestili so občinstvo že pred tem in se dogovorili, da bodo šle vstopnice samo v roke Slovencem in tako se je tudi zgodilo. APZ-jevski koncerti so bili tako ali tako vedno razprodani, bili so praznik za poslušalce in tudi za ta koncert so bile vstopnice takoj razgrabljene in upamo seveda, da bo tako tudi nocoj. Klemen, ampak še nekaj. Takrat, ko je bil ta koncert, je bil napovedan torej redni letni koncert Akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta, ampak s posebno nalogo, da napove splošni kulturni molk, s tem pa visoko etični upor diktatorja. Ampak je bila potem zgodba zelo čudna. Ja, mislim, meni, ko sem delal ta dokumentarc, sta me pravzaprav zanimala ta dva motiva, se pravi upor, to, kar si rekla, se pravi začetek kulturnega molka, kar se mi zdi v tem času nekaj neverjetnega, sploh na ravni kolektiva, in pa seveda upor okupatorju. To se mi zdi ta dve gesti, ki sta v tem trenutku, v katerem smo, v trenutku, ko mednarodna skupnost, ki je bila ustanovljena z namenom kot varovalka, zato da se kaj takega ne bi več ponovilo, devalvira vsak dan znova, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da govorimo o tem, da tega ne pozabimo in da če smo si nekoč že zaobljubili nikoli več, da ni več potrebe, da bi si to morali še kdaj zaobljubiti. Torej, močna metafora naslova dokumentarne zgodbe 300 metrov upora. Ja, 300 metrov upora, seveda, ker 300 metrov je bila dolžina filmskega traku, ki ga je imel Rudi Omota na voljo, da bi posnel, se pravi ta koncert, ki ga je pa potem seveda s posebno rezilno napravo razpolovil in s tem dobil daljši trak, zaradi tega, ker je zgolj določen del emulzije tega traku namenjen bil zvoku in je potem si to lahko na nek način dovolil, zaradi tega, ker je na zvok je svetlobo prenesel na filmski trak. Brigita, vi ste natanko spremljali vse dogajanje okoli tega Omotovega traku in kako so te stvari potem prišle do nas in seveda do Bolonje, kjer so ga digitalizirali in danes je ta originalni presnetek, se reče, dostopen v digitalnem arhivu Radia Slovenija, je? Ne samo v digitalnem arhivu, temveč odslej, od tega dne, tudi na digitalni zgoščenki. Namreč trak smo najprej digitizirali, restaurirali s pomočjo studia L'Immagine ritrovata v Bologni, na kar ga še obdelali tukaj pri nas v naših studijih Radia Slovenija in na digitalni zgoščenki je zdaj na voljo v dveh različicah. Prva je brez osnovnih šumov in pokov, druga pa je ustvarjena po merilih najzahtevnejšega današnjega poslušalca. In še nekaj moram dodati k nocojšnjemu koncertu. Ne bomo slišali samo moških zborov, tako kot leta 1941, temveč takole, recimo v čevlje mladinskega zbora Trboveljski Slavček bo stopil tudi mladinski zbor Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Alenke Podpečan. Toliko iz predverja Unionske dvorane v Ljubljani. Vsem sogovornikom želim pester ustvarjalni glasbeni večer. Hvala in adijo.